Slovenske ljudske stranke. Tudi mi v Slovenski ljudski stranki smo se odločili, da pristopimo k tej zahtevi za oceno ustavnosti predvsem nekaterih členov tega zakona o gozdovih. Ti členi so bili že omenjeni. Predvsem iz razloga, ker smatramo, da gre za zelo neživljenjski zakon, ki vsebuje predvsem na področju, po kar je bilo danes že povedano, predvsem na področju kazenskih sankcij, elemente, ki so popolnoma v neskladju z stanjem na terenu. V Slovenski ljudski stranki se zavedamo, da ni nič narobe, če izboljšamo sledljivost lesa, da se prepreči neevidentirana sečnja lesa, vendar pa, kot je to v državni upravi v zadnjem času že v navadi in se vse prevečkrat dogaja, da državna uprava v svoji vnemi gre predaleč. In tudi v tem primeru sem prepričan, da smo se s tem zakonom, oziroma da se je koalicija s tem zakonom oddaljila od resničnega problema na tem področju, torej potreba po boljšem nadzoru nad gospodarskimi družbami in pa drugimi velikimi igralci, predvsem prodajalci na področju lesne industrije, na področju lesnega gospodarstva, in da se je koalicija s tem zakonom praktično veliko bolj posvetila tistim malim ljudem, za katere res lahko pa rečemo, da pa niso jedro tega problema. Čeprav si v poslanski skupini Slovenske ljudske stranke težko predstavljamo, kako se bo sploh izvajal ta zakon, kako se bo pripravil pravilnik, pa vseeno ne moremo mimo bojazni, da se bo inšpekcija na podlagi zakonskih zahtev po prevoznici ukvarjala predvsem s tistimi malimi kmeti in lastniki gozdov, ki si pripravljajo drva za zimo, ki izvajajo sanitarno sečno, ki čistijo gozd, odpravljajo posledice neurij in podobno, in njihova dejavnost zagotovo ni namenjena profitni dejavnosti. Tako da zakon predvsem z tega vidika potrebuje kanček zdrave pameti in se v Slovenski ljudski stranki resnično bojimo, da je koalicija s tem zakonom brcnila temo. Seveda v Slovenski ljudski stranki še enkrat poudarjam, podpiramo pobudo, da gre zakon skozi ustavno presojo in da pač višja inštanca, to je ustavno sodišče, pove, ali so določeni členi tega zakona skladni z našo ustavo, ali so kršene ustavne pravice, v tem primeru predvsem teh malih kmetov. Za konec bi mogoče omenil še tole. Pravzaprav je to samo eden izmed zakonov, ki ga je vlada pripravila in neposredno in pa povsem nesorazmerno prizadene predvsem podeželje. Mislim, da se ustvarja s tem nek umeten konflikt, da je na podeželju življenje rožnato in da naj bi podeželje plačevalo to krizo. Seveda se v ljudski stranki s tem nikoli ne bomo mogli strinjati, kajti, tako kot smo že večkrat poudarjali, zagovarjamo enakomeren regionalni razvoj, zagovarjamo decentralizacijo Slovenije in zato ne bomo nikoli dovolili, da vlada ustvari prvo